Petro Kolmančič smo namreč v našem studiu že večkrat gostili, a tokrat iz čisto posebnega, pravzaprav bolj osebnega razloga. 20 let od izida njenega pesniškega prvenca in desetletje od izida zadnje zbirke je šla nova, Plast za plastjo oziroma Past za pastjo. Petra, pozdravljena. Lep pozdrav, dobro jutro. Kaj prinaša Plast za plastjo, Past za pastjo? Torej, prinaša izbor poezije, ki sem jo ustvarjala v zadnjih 10 letih. Kot si že omenil, to je moja 5. pesniška zbirka, 20 let po prvi, 10 let po zadnji. In takoj v začetku moram priznati, da je v začetku 20-ih precej lažje izdati pesniško zbirko kot pa konec 30-ih. Saj je konec 30-ih odgovornost, ki jo ob tem čutiš, precej večja. Saj gre za poezijo, ki je v prvi vrsti zelo intimna in s katero se seveda zelo izpostaviš potem pred javnostjo. Plast za plastjo, past za pastjo, že sam naslov je pomenljiv. Je ravno intima tista, ki si jo zlila v pesmi v sami zbirki? Torej, ta izraz plast pomeni tudi plastenje. Če damo tale L v oklepaj, dobimo besedo pastenje. Gre za nek osrednji motiv v tej zbirki. Gre pa za to, da pravzaprav poezijo pišem na povsem drugačen način, kot sem jo v začetku. Takrat sem vsako pesem pustila takšno, kot je nastala, torej na nek način avtentično, medtem ko se zdaj k pesmim vedno znova vračam, jim odvzemam, jim dodajam in v tem procesu, torej v procesu plastenja, če želim priti do nekega elementarnega čustva, dogodka, iz katerega pač pesem izvira in do katerega si kot pesnica prizadevam priti, moram seveda secirati prostor in čas, v katerem je to nastajalo, se dogajalo, in ob tem naletim na številne plasti, torej pogosto na neko divje meso, ki se običajno razraste tam, kamor takole na hitro pometemo reči, ki bi jih sicer morali predelati, reciklirati v skladu z ekologijo srca in duše. Eno od pesmi bomo tudi slišali, katero si izbrala za prisluh, za razjasnitev, kaj prinaša sama zbirka. Ja, torej, ne vem sicer, če je takšna poezija primerna za tako zgodnji jutranji čas. Izbrala sem pesem z naslovom Dvoživljenje. Pesem pa pravzaprav govori med drugim tudi o nemožnosti človeške bližine, ki je zelo značilna za ta kruti in brutalni čas, v katerem živimo. Petra, izvoli. Torej, dvoživljenje. Nekakšne dvoživke smo. Včasih zunaj na kopnem, včasih potopljeni v svoja notranja močvirja. V blatu svojih močvirij smo varni. V njem prav lepo uspevamo. In občutljivi smo na dotike, noli me tangere, na besede in poglede, noli me legere, noli me videre. Naša kri je včasih vroča, včasih ledena, včasih vodena. Za vekami imamo žmurke, še ene veke, da se lahko zapremo vertikalno in horizontalno neprepustno. Ljubimo se, ne da bi si gledali v oči. Nekako naskakujemo drug drugega od zadaj, da bi zasegli, preoblikovali, sfantazirali svoje želje in vizije, ter pustili, šli naprej. Ker tisti, ki ga takole naskakuješ, začne slej ko prej zaudarjati po žalosti. In to je nevzdržno. Tega se ne da prenesti. Nekakšne dvoživke smo. Brezglavi, sleporili, antagonizem. Kakšen je danes položaj sodobnega pesništva? V Mariboru večkrat govorimo o pesniških turnirjih, o številnih pesniških dejavnostih, pa vendarle, kje ste, kako stojite pesnice in pesniki? Torej, če pogledamo osebno pesnika, literata kot posameznika, je pravzaprav danes v Sloveniji ukvarjanje, torej profesionalno ukvarjanje z literaturo, pravzaprav eksistencialno tvegano početje. Od tega se nikakor ne da živeti in preživeti, saj se država, oblast do umetnosti obnaša mačehovsko, deležni smo drobtinic in
V zadnjih letih sem zelo pogosto tudi kot organizatorka prireditev in kot avtorica postavljena torej dobim vprašanje oziroma želijo, da utemeljujem, zakaj je sploh potrebna umetnost, zakaj je poezija v takšnem času sploh potrebna, da do tega prihaja, to se mi zdi grozljivo. Res je, da je svet, torej družbena situacija, v kateri živimo, pripadniki zahodne družbe, je kruta, je brutalna. Vsakodnevno smo izpostavljeni, torej kot posamezniki, pritiskom družbe, skupnosti, prilagajati se moramo interesom večine, kar pomeni seveda ogromno sklepanja kompromisov, samozatajevanja, samoomejevanja. Pa kritičnost. Konec koncev literarni ustvarjalci vedno v preteklosti so bili tudi gonilci ali pa so opozarjali, da so potrebne neke spremembe. Koliko si lahko privoščite tudi pesnice in pesniki kritičnosti in da ne doživite, da vaših pesmi ne bodo izdali, ne bodo hoteli sodelovati z vami, v bistvu ekonomsko vas uničili? Torej, zagotovo poezija in literatura nista inertni in pasivni, ampak sta pogosto tudi družbeno angažirani. Številne ideje se pojavijo prav v poeziji. Je pa res, da je danes domet kritike majhen. Res je tudi, da pač poezija in umetnost imata nek ozek krog odjemalcev. To so pogosto tisti, ki so že prepričani in je težko prodreti z kritiko v neke širše družbene kroge. Danes ob 19. sodeluješ tudi na mariborski izdaji Mladih Rim v dvorani Gustav v Pekarni. Je zagon vendarle pri mlajših ustvarjalcih? Torej, v Mariboru že nekaj let obstaja odlična, vrhunska literarna scena, kar nekaj odličnih avtorjev živi in ustvarja prav v tem našem kulturnem prostoru. Dolgo časa smo pa iskali to novo generacijo, ki je nekako ni bilo. Saj generacija, ki smo ji doslej rekli mlada, je že nekje konec 30-ih, torej že prihaja v ta srednja leta. Končno se je pa okrog revije Liter jezika pojavila tudi res ta nova, najmlajša generacija. In podobno kot v Ljubljani smo tudi v Mariboru začeli prirejati Mlade Rime. Pobudnika sta pesnika Dejan Koban in Veronika Dintinjana, v Mariboru pa pesnica Nina Dittmeier. In tu se res lahko predstavijo mladi, neafirmirani avtorji in se prvič srečamo z njihovimi poetikami. Za konec še to vprašanje. Za največjega slovenskega pesnika še vedno velja France Prešeren. Zakaj mu mladi ne dosegate, ne presegate? Ali je vendarle to spet, da moraš biti mrtev, da v Sloveniji kaj veljaš? Zagotovo je za Francetom Prešernom, ki je vsekakor ikona, ne samo kulturna, ampak pogosto tudi neke vrste politična ikona. Zagotovo je za njim bilo kar nekaj vrhunskih pesniških in literarnih imen. Seveda je pa zelo pripravno, da samo ena oseba stoji na piedestalu in da so potem vse te energije usmerjene v eno samo osebo. Petra, najlepša hvala. Danes ob 19. se torej vidimo v dvorani Gustav na mariborski izdaji Mladih Rim. Uspešno še naprej, pa naj ne traja 10 let do naslednje zbirke. Najlepša hvala. Hvala lepa.